Pri hoji v gore uporabljamo različne nahrbtnike za različne potrebe. Pohodnikom zadostujejo nahrbtniki v 20-litrski litraži za poletje, zahtevnejši uporabniki imamo pa večje nahrbtnike, v katere posledično potrebujemo več opreme, vrv, take stvari in je posledično tudi nahrbtnik temu prilagojen. Pri nahrbtniku je pomembno to, da ima dobro sušeče hrbtišče, udobne naramnice, paščke za prpet, zato da je na telesu stabilen, vanga pa zlagamo vse, kar na tisti dan predvidimo, da bomo potrebovali na turi. Na to sodi v osnovi kakšen zemljevid, če je zahtevna pot, da je možnost padajočega kamna ali pa da je bolj izpostavljena pot, sodi noter tudi čelada. Te čelade zdaj moderne, polietilenske, jih damo na vrh, zaradi tega, ker jih ne smemo stisniti. Ta čelada, če jo pritisnete bočno, bo počla in je neuporabna. V nahrbtnik sodi tudi prva pomoč, osnovna, za recimo noter imaš povoje, astronavtsko folijo za zaščito proti izgubi toplote ali pa proti vročini, pa razne povoje obliže. Zdaj, ta nahrbtnik je tak specifičen, ima noter kapo posebej lahko. V tej kapi je vsaj po mojem mnenju zaščitna očala za sonce, pa za veter, čelna svetilka z rezervno baterijo, nožek švicarski, udoben, zmeram prav pride, je treba kaj odrezati, sončna krema za zaščito proti njej, pa osnovni energijske ploščice za hitro malico. Zdaj, ta športna prehrana je zelo kvalitetna in jo lahko hitro nadomestiš potrebo, pa lahko je prebavljiv. Robčki toaletni, WC papir lahko nadomestijo, tako da en paketek je recimo za enega človeka dovolj. Je pa fino tudi, če nimate nepremočljivega nahrbtnika, ki so nepremočljivi, da vse to zložite v eno vrečko, polovinilasto, in to zavijate zato, da imate zaščiten v primeru dežja, da vam stvari suhe ostanejo. Notor je tudi fino, da je en svinčnik pa ena beležka, navaden svinčnik, grafičen, zaradi tega, ker on piše zmerom. Kemiki v mrazu odpovejo, pa v vodi. To je recimo v kapi, je tudi tako, da je lahko dostopna, lahko je pa tudi na vrhu pripeta. Zaščitna oblačila dodatna, tudi poleti v avgustu se lahko iz 30 stopinj ohladi na -5 stopinj v 20 minutah. To pomeni, da v nahrbtnik zmerom sodi tudi rezervne rokavice, rezervna kapa, pa zaščita za veter pa dež, pa toploto. Prav, tudi če greste v kratkih hlačah, je fino, da imate dolge s sabo. Ena jakna, nepremočljiva vetrovka, ki pomaga za dež, pijača, vsak po potrebi. Meni so zelo fajn, navadne plastenke, niso ekološke, ampak na koncu jo stisneš, pa zavzame manj prostora, pa jo odneseš iz seboj v dolino. Smeti se pač v gorah odnašajo, kar prineseš, tudi odneseš. Noter je še rezervna oblačila, zmeram je fajn nepremočljiva vrečka, ki se zloži skupaj. In noter fino, da je kakšna rezervna majica. Noter je še ena podkapa, rezervne nogavice, pa še kaj se bi najdel. Tako da, to je v osnovi to. Pa če greste na kakšno bolj zahtevno pot, naprimer na kakšno športno farato ali pa zavarovano plezalno pot, vzamete še pas, pa samo varovalni komplet, pa še kakšno dodatno stvar, pa kakšno vrv. In posledično to pomeni, da mora biti tudi ruzak oziroma nahrbtnik večji.